Pisal mi je Bog. Z malimi črkami velik začetek. Nič ni obljubljal. Samo podvizal, samo spodbujal, če ni že dovolj čakanja. Bog je pisal pozno in ni voščil rojstva luči, ampak poslal luščilo za povoskano srce. Ko Boga boli koleno, imamo težave z egom. Smo konica vrtavke in šestila. Vse, kar je, mislimo, je v našem obsegu. Staro zapiramo v samostane in sveta pisma za zapahe. Bog pa je poslal svojega sla, da se odpre knjiga. Pogoj za vzrtje je trajanje želje. Včasih se mi zazdi, da je Bog zelo človeški, ko se pogovarja z mano. Ravno v trenutku, ko mi pripoveduje, govori s človeškim jezikom in tedaj najbrž je tudi bolj človeški kot Bog in bolj grešen kot vsemogočen. Bog se včasih strašno čudi, da ga ne razumejo. Takrat, ko ga daje radovednost, zanima ga, kako se na primer v našem jeziku reče to in ono, in potem s ponosom ponovi, kako se reče to in ono v nekem drugem jeziku. To in ono. Ampak Bog je res zelo radoveden. In včasih se tudi trudi, strašno se tudi začudi, da ljudje ne morejo razumeti njegove vedoželjnosti in radovednosti. Poklical me je Bog pozno zvečer, mi sporočil, da trenira koncentracijo in vzdržljivost. Pozno ponoči me je obvestil, da končno je razrešil sudoku in mi zaželel lahko noč.
Bog slika, zna izbrati pravi kot. In takrat je vsak pogled čudovit. Ima smisel za harmonijo, uravnoteženost in lepoto narave. Včasih rečem Bogu, ne hodi mi preblizu, ne hodi, in ga svarim in on kar vztraja in ga vprašam, Bog, kaj pa okužbe, kaj pa otroci? In Bog samo zmigne, nisem okužen. Kaj pa otroci? Imam jaz otroke, imam jaz otroke. Bog, ali tudi ti kdaj grešiš? Bog se zamisli, kot bi se popraskal za levim ušesom in pravi, tedaj mislim na smrt. Najraje poslušam tretji program. Pravim mu, zdi se mi, da sem ti takrat najbližje. Bog skomigne z rameni. Ne vem, jaz poslušam Beat, da med vožnjo ne zaspim. Bogu sem najbolj všeč, ko sem resnično srečna in mirna in zelo, zelo umirjena. Govorim globoko iz sebe in z vsemi pogovori segajo nevidne nitke čisto do njega. Ga objemajo in prepletajo. Boga začudi, ko sem strašansko vesela in vzhičena in tudi malo razposajena, tedaj se me malo zboji. Bog potegne križka in potem je konec s slabimi stvarmi. In jaz ponavljam, križek, dokler ne zaspim. Bog ima rad oblake in Bog ima rad svetlobo, ki sije skoznje. Tudi Bog je narcis. Potisočerjena se lomi na zemljo.
Dober večer. Jaz bom za začetek prebrala nekaj besed o Petri za tiste, ki morda ne poznate. Kaj imaš to? Ja, to bo bilo. Estetska nota. Petra Koršič se ukvarja Kratko, ker me vsi poznajo. Petra Koršič se ukvarja s poezijo v več poklicih znotraj sistema literatura. 10 let je bila kritičarka na Radiu Študent, avtorica oddaje Ritem Rimov veter, članica revije Literatura, sourednica in lektorica zbirke Prišleki, moderatorka, selektorica festivala Pranger. Uredila in lektorirala je več knjig, je članica Lud Literatura in Društva slovenskih literarnih kritikov ter žirije za nagrado Mira Slovenskega centra PEN. Koordinira literaturo v živo pri Lud Literatura, je avtorica ciklov Ad hoc, prevod na oknu, kritika do nacga, na pesniškem tandemu, prostor v in pesmi, nova knjiga skozi kritiko, izvaja Krubervik piše literature. Od 2013 objavlja poezijo literarnih revij na Radiu Slovenija. Maja 2017 je po mladinski knjigi šel njen ponapisani prvenec Solanka Dihova. Predstavila ga je roman tudi v glasbi. Njene pesmi so prevedene v več jezikov, bila je gostja več festivalov, doma in v tujini, in je prejela tudi Dirikonov Festov zlat za najtehtnejši esej. S ciklom Predaleč grem, ko grem preblizu je bila nominirana za nagrado Fanny Hausman 2019. Se pravi Bog z mano, knjiga, o kateri bova danes malo govorili, je pa tvoja druga pesniška zbirka. In bomo začeli kar tako. Ko sem nedavno Petri omenila, da nisem prebrala njene knjige, oziroma da nisem prebrala tvoje knjige, Bog z mano, si dejala, da ta knjiga ni zame. Z nekim sicer nasmeškom, no, ampak zdaj te sprašujem, za koga meniš, da ta knjiga je ali ni, oziroma podvprašanje bi bilo morda, ali moraš biti veren v religioznem smislu, da lahko vstopaš, prisluhneš tvojemu dialogu z Bogom, tvojemu predstavljanju Božjega in božanskega. Lep dober večer vsem zbranim, me zelo veseli, za vsakega posebej. Mogoče zaradi svetlobe ne vidim čisto vseh tam obrazov, pa še eno tudi ne prepoznam, pa se lepo pozdravljam, drugače mislim, da sem že vse lepo pozdravila. Zelo lepo, da smo se v tem zgodnje poletnem, pa vendarle zelo vročem večeru srečali. Hvala, Kristina Hočevar, da si se mojemu vabilu odzvala, da se lahko danes pogovarjam z nekom, ki ga cenim in čutim blizu tako po poeziji, kakor po pristopu in gledanju na samo poezijo, na pesniški jezik. Hvala pa Nini Pečar, zato ker se midve pa res radi druživa ob besedi in glasbi. Nina je med drugim tudi pesnica, je pa tudi slikarka in glasbenica, tudi komponistka, vse tudi na akademski ravni študira. In zato ta preplet upam, da bo, te besede so samo s tem namenom, ker je izbrala Silence na začetku, nisva se to dogovorili in to lepo presenečenje, ker sama vidim to, kar bo danes Nina počela, poskušanje vzpostavitve tišine, odkoder mislim, da so vzniknili tudi ti zelo preprosti verzi, ki ste jih slišali. In zdaj se takoj odgovorim na tvoje prvo vprašanje, kratko in jedrnato. Zdelo se mi je, da če od 5. novembra 2019 ta knjiga ni prišla do tebe iz kakršnega koli razloga, potem najbrž ni zate, ampak to nič narobe. Zato sem pač pomagala na ključu, da se to zgodi. To je ena stvar. Druga stvar, ne. Mislim, da znate vi potrditi, da ni potrebno biti viren, religijsko izobražen in tako naprej, da razumeš ali pa stopaš v te pesmi. Ravno nasprotno, zdi se mi, da v slovenskem prostoru zaznavam neke vrste
Rekla bom kar tako, pa na izpade točno tako, kot bom rekla, torej malo tudi kot puščica, da imamo alergijo. In ko jaz to alergijo zaznam in začutim, prihajam pa iz obmejnega prostora z Italijo, kjer seveda so odzivi na besedo Bog popolnoma drugačni, jasno. Vidim, da mu tu dajemo zelo velik prostor. Po mojem mnenju si lastimo in mu dajemo pravzaprav neskončen prostor s tem, ko imamo tako alergijo. Tako da treba bi bilo dati množično vakcinirati z klaritinom, da pridemo na nek normalen nivo, kjer pravzaprav lahko govorimo in vzpostavljamo različno govorico. Mislim, da te bom o tem še nekaj vprašala, o tem tveganju, da bo še malo razložila v teh tako da samo še to, no, da recimo en tak dokaz, ki me je presenetil, da je nekdo, ki je ateist, ga je ta knjiga bolj nagovorila kot Furlanka prva, ki je sicer išla pri Mladinski knjigi, in to je pač urednik na Mladinski knjigi in me je tako kontaktiral in pravzaprav povedal, da šele ko je Bog z mano prebral, je izbral potem tudi za to antologijo, nezbrani komadi, ki je šla zdaj pri Mladinski knjigi, in potem je rekel, in šele potem sem jaz lahko vstopil tudi v tvojo Furlanko in jo zdaj počasi berem. Tako da to se mi je zdelo pa tako lepo, evo, to je pa tisto, kar sem si želela, zato ker mi je žal, da velikokrat ta beseda Bog prestraši. Ja, saj Bog zna biti strašljiv. Kar nasploh tudi ni najbolj pogosto v slovenski poeziji, je to med drugim, da tvojo celotno knjigo, bi rekla, v vsej globini in resnosti, mogoče ravno zato pogosto preveva nek blagohoten ton, mestoma humor, ironija, zdaj v spremni zapis celo pravi, da grotesknost. Ravno ta dikcija, v bistvu ta pogovarjalnost, sproščenost v nagovarjanju in imenovanju Boga, verjetno po mojem mnenju izkazuje ta govorki in bližino si z Bogom. Tudi en vers zapisuješ, rada sem Bogova prijateljica. Tudi kadar hoče govorka distanco od njega, se zibati v svoji človeškosti, si pač prepoznavamo to bližino. Mene je ta knjiga v tem smislu spomnila na eno knjigo, ki ni pač poezija, to je knjiga irskega avtorja, Fina, imenovan Fin, Gospod Bog, tukaj Ana, ne vem, če jo poznaš? Ne. Ne vem, če jo kdo pozna, ampak bom povedala samo to, v glavnem tej knjigi je deklica Ana, je še pač otrok, 6-letni otrok, seveda z odprtim srcem in umom in na nekem mestu pravi, da je Bog seks. In nek človek, s katerim se pogovarja, je seveda v šoku in ona to pojasnjuje s tem, da ti Bog poseje v srce ljubezen oziroma da iz tega nekaj zraste in da pravzaprav je v celotnem vesolju nekaj oplajalnega, in da potem takem je tudi Bog seks, kar nekaj tako malo. In ti po eni pesmi sicer nekega drugega praviš, ampak je pač praviš, danes sem Bogu rekla, da premalo seksa. Kar se sliši vsaj intrigantno, bi rekli. In že prej si ti nakazala nekaj v zvezi s tem, kako je govoriti o Bogu oziroma samo to besedo izrekati v slovenskem pesniškem prostoru. To je ena, recimo, skupnost, pa potem katoliška skupnost, ki ni nujno pesniška. Skratka, zdi se nekoliko tvegano govoriti o Bogu, ga imenovati, kaj šele na tak način. Ali pač ne, kaj bi ti rekla. Začela si prej govoriti o alergiji in tako naprej. Več stvari, sem odprla. Ja, zelo sem vesela tega tvojega natančnega branja, torej to, da si vse to opazila in dobila neko povezavo do knjige, ki je ne poznam. Ampak moram reči, da to, kar si opisala v tej knjigi, je točno nek tak glas, ki se mi zdi zgodil, ne vem, koliko je recimo današnja interpretacija, ki je to ujela, in to gre za eno tako, kako bi rekla, preprosto, pa hkrati malo navihano govorico, nekoga, ki ni prestrašen, ki poskuša samo imeti nek osebni stik, ki hoče pač prevprašati
ki dvigne roko, ne vem, pri verouku in morda potem po hrbtu dobi, ker pač tudi dobesedno, ne, zato ker pač preveč sprašuje, ali pa ker, ja, skratka, ker pač, če se ukvarja s to temo, potem ni zaželen pri drugih, to se pravi pri teh, ki so deklarirano ateistični, ki pač tega ne prenesejo, pri teh, ki so pa zelo posvečeni in recimo pobožni in tako naprej, pa nekako kršiš mogoče ta neka pravila, ki so nekako določena, ne? In tu se pojavi Bog res velikokrat v moji knjigi. Ampak všeč mi je bila ena interpretacija, zdaj ne boste verjeli, ki se je zgodila pa ravno v tedniku Družina, katoliškem tedniku Družina. Nanjo me je potem moja prijateljica in dolgoletna kolegica s faksa, dolgoletna naša kolegica slavistka opozorila. In sicer v prilogi Slovenski časi točno pred enim letom bil odlična ocena, recenzija, kjer je, potem sicer je jasno, če vam povem, Miljana Cunta je pisala, ampak res zelo dobro je dojela, da pravzaprav ta Bog, ki je napisan z veliko in ki se pojavlja na vsaki strani, nadomešča pravzaprav človeško, ne? Medtem ko tam, kjer se zares pojavi kot presežno, kot tisto, kar nam daje nekim odraslim, ta pendant, pač ob vsem materialnem in znanosti in oprijemljivem, se začne pa točno tam, kjer je neka reža, kjer je nekaj, kjer pač ni še odgovora in tam, kjer je neko zrtje, ne. In to mi je bilo tako, se mi je zdelo pač tako zanimivo, ker je zrelativizirano ravno tisto, kar mogoče bi nekomu, ki bi bil recimo pravovirni vernik, bi ga zmotila prevelika uporaba Boga, zato besede Bog, zato ker pač beseda Bog je vendarle potrebna s spoštljivostjo, ne. Ampak subjektka, ki tu govori seveda v dialogu in ta dialog je zanjo pač zelo, zelo pomemben, je v bistvu preživetven in zato pravzaprav, ko praviš o neki deklici Ani, se mi zdi ta povezava čudovita, tako da to knjigo si bom absolutno pogledala, je pa ne poznam. To knjigo definitivno priporočam čisto vsem, ne glede na kakršnekoli prepričanje, v bistvu je neka univerzalna. Ja, no, ravno o tem, kar se zdaj govorila, no, že o imenovanju Boga oziroma Bogu z veliko začetnico, no, pesmi same pogosto v bistvu naslavljajo tudi, no, ali pa sem jaz tako brala, imenovanje Boga, no, še bolj kot to pa o sami komunikaciji in odnosu pač z Bogom. Govorkine predstave o njem, preopraševanje zdaj Božjega, božanskega pa človeškosti, ki si jo ravno kar omenila. In ja, to označevanje se zdi hkratno, oziroma sej Bog je tudi človek, oziroma mi smo pa istočasno vsi Božji otroci, ne. V krščanstvu pač gotovo, ne. In eden od verzov pravi, da z imenovanjem Boga s tem daješ Bogu prostor. Zdaj, da daš nečemu ali pa nekomu prostor, je meni kot pesnici pač blizu zelo, no. Hkrati se mi zdi pa to vprašanje vernosti oziroma odnosa do Boga Božjega, ne samo osebno, zelo intimno vprašanje. In zdaj, če je Bog vsemogočen, vseprisoten, čemu potrebuje prostor v poeziji, v knjigi, oziroma ga potrebuje Bog ali ga potrebuje morda govorka, da lahko tako prosto ali pa kar prostodušno, varno, neinstitucionalizirano nagovarja Boga, hkrati pa, ja, da v bistvu predvaja ta svoj odnos z Bogom, no. Že prej so rekli, da to način, na kakršnega to počneš, ni najbolj, oziroma je kar izstopa v našem prostoru, no. Ne vem, mogoče to zadnje vprašanje, ta zadnja iztočnica se mi zdi morda prva zanimiva za odgovoriti, in sicer ne vem, nič ni bilo načrtno, nič ni bilo konceptualno, nič od tega se ni zgodilo tako, da bi jaz imela neko vizijo, da jaz nekaj moram narediti in bi se to naredilo.
Z tega stališča mi je ta knjiga oziroma ta pesnitev, te pesmi, se mi zdijo, ker pač Peter Semolič recimo zelo izrazito opredeli, ne, da gre pač za pesem, ne, da to ni samo pač razmerje neki z Bogom in neka mogoče duhovna ali pa religiozna poezija, ampak da gre za pesmi, ne, kako se to pretvori v pesemsko. To se mi zdi sicer zanimivo, ampak če sem zelo iskrena, jaz tudi o tem nisem nič razmišljala. Gre za nekaj drugega, gre za to, da je mene to obdarilo, da sem jaz dobila, ker govorim bolj gostobesedno, tudi moje pesmi običajno, kar nekih je zelo tako daljših, bolj v nekem narativno-esejističnem slogu, so pa tudi zelo kratke in zgoščene, ampak so pa veliko bolj resnobne, bi rekla, ne? Tako da tlele, kaj se je to zgodilo in kako se je zgodilo, sama ne vem prav preveč dobro. Mislim, da je bolj stvar potrpežljivosti in nekega nalaganja. Zato, ker odkar pomnim, odkar se zavem, da so me obkrožale pač doma knjige. Predvsem je veliko te katoliške psihologije, Trstenjaka in tako naprej, plus veliko čtiva, ker je moj stric in stric mojega očeta sta oba se kalila v semenišču in potem na teologiji. Zanimivo sicer ne en ne drug nista postala duhovnika, ne? Ampak in tudi moja družina sploh ni pobožna ali tako naprej, ne? Tako da mene, kar so te stvari zanimale, so me zanimale zelo na nek način, na nek preizpraševanje, zelo na neki taki intimni osebni ravni, ki pa seveda ni bila samo intimna. Jaz mislim, da ta stvar je intimna, pa predvsem v Sloveniji je tako zelo intimna, ne? Zato, ker drugje pač, a veš, še jaz zatripnem, ko imamo neko stvar in je, ne vem, tam nekdo duhoven, ki nekaj naredi, kljub temu, da je to pač najbolj široka, najbolj zastopana, recimo rimokatoliška cerkev in ta veroizpoved, oziroma da je to drugje pač zlahka to vidimo kot del protokola, ne, recimo državnega, ne. In to mi smo, in to moramo sprejeti, in ne moramo tega zanikovati. In verjetno, da en kup tega mojega tudi kontriranja vsemu temu, kontriranja temu, da bi kar mogla nekaj sprejeti, kontriranja, da je toliko tradicionalizma, da je toliko klera, da je toliko vsega tega, verjetno je nastalo v tej obliki, ne? Da se je našla neka oblika, ki je pa nastala, se je združila na podlagi ljubezni. To se pravi, zame je to knjiga o ljubezni, zato ker je nastalo na podlagi teh srečanj, ko se ti pa zgodi, da z nekom o tem lahko govoriš. In se mi zdi tudi, da naprej ne bo tako nastajalo. Je pa nek zametek, to sem ti prej iskala po telefonu, neke pesmi, ki sem jo pa že med našim študijem napisala in je bilo kot, naslov je bil Navodila za dvorjenje, ampak govori o tem, kaj je zame kaj je meni smisel avtopoetike, kako jaz to vidim. In je prav nekaj, kar je potem recimo v teh drobnih pesmih udejanjeno, ne? Zdaj, ta neka ponižnost, skromnost, hkrati pa iskrivost, pa predvsem, da je to v zadnjem neko življenje, ne? Da ni to, kar ponavadi je pri tej vzgoji, ne? Da je tako pač pri teh, ki res niso blizu temu božjemu, dobremu, presežnemu, ali pa konec koncev v moji okolici, ker jaz prihajam iz Primorske in tam je vendarle to edina, ne? Vsaj ta priznana veroizpoved, ne? To se pravi, ostale ljudi, ki jaz poznam, da so drugih različnih veroizpovedi, jih pač poznam, odkar sem v Ljubljani in tudi živijo pač tu oziroma na drugih koncih. Tako da, ne vem, malo sem ti, upam, da odgovorila, malo zašla. Ne, malo si še kaj dodatnega, ampak s tem nič narobe, ne. Zdaj si že pač vmes tudi že nekaj v instituciji, ampak zdaj vmes praviš, ne, ja, da Bogu ni mar za obredje, tako pač parafraziram, ne, saj lahko so pač je malo ven strgano, ampak v verziji za nun, da mu ni mar za nune kot njegove neveste, Bog ne sodi v šolo, vmes tudi ima delo s krvavo zgodovino. V glavnem, s tem se dotikaš tudi institucije cerkve, nekih zunanjih oziroma tudi družbenih vprašanj, pa tudi pišeš o Bogu in umetnikih oziroma tradiciji. Glavno, te motivi, ki je malo manj v knjigi, no, se mi zdi, ampak so za neko celovito razumevanje govorkine pozicije do teh tem, ali pa tudi, in za dojemanje božjega, božanskega jedra, ter odnosa do posamičnih tem, verjetno vseeno pomembne omembe, kaj ti rekla.
Ja, zdi se mi, da mi je bilo pomembno to, da bi verjetno na vsa ta področja, ki si jih omenila, lahko napisala pač nek esej in to bi bil več nek moj drugi glas. Ta glas, ki je pa prišel, se mi zdi, da ne obsoja, ni jezen, ampak hkrati nekako špika. To, kar znajo v bistvu otroci narediti. Meni je v bistvu ta neka otroškost, ki se je nekje pač zgodila, sem zelo hvaležna. Moram pa nekaj poudariti. Vedno se pravi, kako pod nekim pritiskom ustvarjalci lažje delamo, tako sploh ni res. To se je meni zgodilo, ko sem na ministrstvo oddala vlogo, ki sem jo delala 1 mesec za podaljšanje statusa. Ne. To se pravi, po eni tlaki, klikanja in tako naprej. Skratka, hočem reči, ne, pravzaprav to, da meni, ne vem, se mi zdi, da je to prav neka utrujenost, neprespanost, nekaj, da sem tako v upanju, da bo podaljšano, da imam naslednjih pač 5 let miru, ne, teh 5 let miru zdaj že počas jenjuje, ne, ker je knjiga že toliko časa napisana in išla 19. Ja, se je zgodilo, no, tako da nič se ne da. Mislim, v krču si lahko samo jezen in jeza ni ljubezen in jeza, ne vem, če kaj spreminja, razen to, da bomo vsi jezni, bomo vsi pljuvali naprej, ne. V tem smislu se mi zdi, da je zelo polemična knjiga, vse to, kar si omenila, ja, tudi se izrekam do stvari, mislim, da vedno pa na strani enega etosa oziroma neke empatije do sočloveka in mimo inštitucij in mimo prav in narobe, dogem in tradicije, ampak res zanima me posameznik in vživljanje v drugega. Kar je še ena stvar, ki se mi zdi, da jo kar ločuje to knjigo od kakšnih drugih, ki pač na neke druge načine to svojo kritiko izrekajo oziroma so, ne. Ja. Torej, nasprotje tistega, da je obsojevalno in pljuvalno, ne. Ja, hkrati pa vseeno kritiko, ki je morda bolj učinkovita ali pa bolj primerna, no, za pač različne Točno tako. Zelo malo ljudi je zaznalo to kritiko in jo izpostavilo. Oziroma jo izpostavilo kot temeljna kritika marsičemu, čemur smo priča danes. No, saj v vsakem vprašanju bi v bistvu verjetno lahko še kaj povedali, ne, ampak ja, zdaj v človeškosti Boga si že, ne, malo prej pa tudi v navezavi na tisto, kar je nekdo drug, Miljana Cunte ali kako govorila, ti, ker zapisuješ, ne, o Bogu, torej o človeškosti Boga, Bog je vedoželjen, dobro, vadi koncentracijo ali trenira koncentracijo. Tudi Bog je narcis. No, na več mestih morda, da je Bog v stiski zaradi ljudi. Mogoče bi vseeno malo še pojasnila, no, ta recimo za neke ustaljene predstave, krščanske predstave, ta obrat v razumevanju, dojemanju Boga. To je eno, no, pač človeškost Boga, ampak zdaj te so pa kar neke konkretne, ne. Zdaj, lahko bi razmišljala v kontekstu starozaveznega in novozaveznega Boga, ampak ja, je to, da Bog vadi koncentracijo še morda, ampak tudi Bog je narcis. Mislim, ja, lahko rečemo ja, ne, ampak tako ti zapisi tega, zakaj so se ti zdeli? Dejansko, ko je pisec spremnega besedila pripisal nek citat, se mi je mislim, mi ni bilo pač povšeči, če sem iskrena, in sem seveda, kolikor se da diskretno in prijazno to tudi opomnila. Ta knjiga je imela pripis, ki je bil mišljen kot neka obramba tem, ki bodo brali na razpisu Sončnice, ne, kaj to je. In potem se mi je zgodilo, da v trenutku, ko me je Barbara Kurum povabila v cikel Pesnice pesnicami, smo tam govorili in sem pač so rekli, no pa preberita, zapis in sem prebrala in so vsi rekli, tako je, to bi moralo biti zraven, ker odpre neko širino dojemanja, ker drugače ljudje res ostanejo pač pri Bogu in se ustrašijo, ker so vsi tam, vsi zbrani so povedali, da sploh ne vejo nič o Bogu in da so ateisti in da ne molijo, ne znajo niti svetega angela in tako naprej. Ne. Skratka, v bistvu čisto normalna scena, nič narobe. Ne. Jaz samo hočem reči, da včasih mogoče opažam tudi kot kritičarka, da je vse več knjig, ki imajo avtorske pripise za to, ker očitno smo v nekem času, ko se niti korona ni nič pomagala, ko se nam mudi in hitro tudi beremo in potrebujemo neko usmeritev.
in nam stvari pomagajo. Recimo to, kar sem jaz poskušala z Nino danes, kar bova še nadaljevali, tudi ne, vzpostaviti neko tišino. To se pravi, mi moramo tišino, zdaj, ker imamo hrupno ulico, mislim, cesto zraven, Tržaško cesto, ne, moramo v bistvu nekako ustvariti, ne, pričarati tišino. In podobno se mi zdi pri branju, ne. Tu je moja izkušnja taka, ljudje, ki sledijo na dnevni bazi ali pa vsaj na tedenski bazi in desetletja, če tudi mogoče zelo tradicionalno, torej Svetemu pismu, Bibliji in seveda Evangeliju, Cerkvi in tako naprej, imajo, ne vem zakaj, to je očitno stvar tudi koincidence, bolj razvit občutek za figurativni jezik, ne, mislim tak naraven, bom rekla, no, tako kako ne rečem. Hitro razumejo, da če jaz nekaj rečem, so, verjetno imajo toliko teh, no, zdaj smo spet lahko zelo aktualni, pa ne bomo, prosim, ne. Skratka, nekaj poznamo iz Svetega pisma in je tako pri nas narodelo, mi to kar uporabimo, ali uporabimo prav ali narobe, sicer to stvar debate, ampak kaj hočem reči s tem, ne? Ja, dotlele sem si jaz prav to želela, da ni nanašalnic, da ni neko Cjančič omenjen, ne nič iz Biblije in tako naprej, da vse, kar je tam, ne? Ker še v Furlanki sem dala neke istočnice, napotila, bodisi ali je to pot v Emaus, ali je to Gora Sinaj, kjer se pač Mojzes, skratka, spet, to me sploh na nek način ne zanima, ne? Ker ne želijo te pesmi biti, ampak kaj želijo? Želijo pravzaprav vstopiti ravno v neko aktivno komunikacijo, ker jaz mislim, da tisto, kar človek potrebuje, sta dve nogi, simbolično rečeno. Ena je ta racio, saj jaz osebno, ta človek sem jaz, ne? Torej ta je moj racionalni del, ki me zelo prežema, ne? In ob tem raciju je seveda tudi en kup teh momentov spotik, ki so torej znanstveno in logično razlaganje. Ampak potem me je pa študij antropologije in sociologije kulture zelo dal potrditev to, da paleolitski človek je intelektualno oziroma sposobnost priprave, to, kar smo nekoč mislili, da ne vem, kako je mamuta lovil, ne, to sploh ni res, ne, ampak toliko inteligentno je izdelal v bistvu kamen, ki ga je odbil, da je toliko tako majhen, toliko oster in s tehniko je prav znal zadeti, da je mamuta v bistvu pravo točko cilja in je v bistvu tako šel na mamuta, ne, ampak ob tem, da je intelektualno pač očitno bil neki veš sposoben in tako naprej, je pa jasno, da je jezik in govor se razvilo, to je iz paleoantropologije, jasno, to so raziskave narejene, na podlagi druženja ob ognju in seveda kulture in potem imamo te jamske poslikave in tako naprej in tudi tega, bom rekla, tega dela, ne, torej to, kar je kultura, umetnost in seveda zelo zgodaj dokazi o tem, da je tudi nekaj, kar je nerazloživo in tam se pač ne seli. Neka fantazma, nekaj, kar bi kdo mi rekel, ja, to je pa potem tam sanje. Ne, se ne gre za sanje, gre za to, da si samo ponižen, da vedno boš prišel do momenta, ko je pa nekje ne. To zavedanje te dela ponižnega, te dela takega, da poskušaš biti človeški, da pravzaprav preizprašuješ našo človeško naravo, da se ne povzdiguješ nad druga bitja, in o tej zavesti govorim, oziroma to je bilo tisto, kar me je gnalo, mislim, in že kot otroka in pač nisem teh pravih sogovornikov dobila, ne, in potem pač in med študijem in tako naprej, da se je pač, mogoče so te stvari vse počasi se nalagale, da se potem zgodile te pesmice, bi jaz rekla, no. Super. Ti imaš eno... živali, ja, no, hvala za ta odgovor, še marsikaj si zanimivega si dodala. Ja, zdaj pa čisto eno konkretno vprašanje, ker bi ga si, mislim, da mogoče marsikdo, ki je knjigo prebral ali pa je že vmesno se vprašal v nekem trenutku ali pa si še ni čisto odgovoril, kdo je moj Bog, kdo je drugi Bog, ker imenuješ drugega Boga, ne. Pa imenuješ tudi brata, ne, da ima Bog brata, da je nam malo to razloži.
Pa za Ja. tiste, ki za figuraliko in tako naprej. Ja, to, kar sem že prej začela. Ne? To se pravi, da živimo v času, ko bi bila strpnost na mestu. Mislim, ne mislim, da je samo zadnje 2 leti, ampak že ves čas mojega življenja si želim več strpnosti, več odprtosti, več mavričnosti, več tega, da toleriramo drugega, da se dopuščamo, da sledimo temu živi in pusti živeti, da pravzaprav se zavedamo. Ja, tako. In gre za to, da ta prispodoba, ki je taka igriva, kot da ima Bog pač brata, ne, ali pa da je to nek drugi Bog, ki ga jaz ne poznam. Res, jaz ne poznam, jaz če že kakega kaj poznam v tem smislu, bom rekla, religijskosti, ne, in veroizpovedi, potem poznam to, v katero sem narojena, ne. Ampak stala sem pač preko religiologije študirala in pač na oddelku, ne, za sociologijo, ampak vseeno to ti ni toliko blizu, nekaj ti je bliže, ne. Seveda, ne, nekaj mi je iz budizma že takrat bilo precej blizu, ne. Pa potem ne, je bilo to malo slabše sprejeto, te neke meditacije in tako naprej, nekje je zdaj to in tako. In jaz sem vsakič bila pri tem samo nasmejana, zato ker se mi je zdelo to, sej se ne zbira, kje se konča ena pravilnost, ne, če imaš ti neko oseben odnos, ne. Zato sem vas povabila na to zaupno prijateljevanje z Bogom v tem smislu, da mislim, da to, o čemer si želim ali pa govoriti ali pa širiti s to knjigo, ja, je to, da imaš zaupen prijateljski odnos, pa če tudi je to neka, bom rekla, ne vem, neka entiteta neimenljiva, ne, gre za to, da je pač da je nekaj, kar tebe presega, če tudi je to morda samo nadjaz, ne, to se pravi ta, ki ti daje, mogoče ki te kot človeka korigira, ne, ko vzpostavljaš z njim, v tem smislu, ne, ko delaš evalvacijo, ne vem, zvečer ali pa enkrat na mesec ali kadarkoli že. Ja, zdaj mi, da so rekli, da v jeziku in slogu ne bova ravno, ne, pretirano, no, dovolj časa govoriti, no, ampak tako čist najbolj poenostavljeno, povzeto recimo, bi rekli, da je gre za tako zelo homogeno, izčiščeno govorico, ki brez zadržka in samoreflektirano zapisuje ta nekako strasten, ampak nežen ton, neko blago, precej blage ironije, prepoznavam tudi humorja, ki smo ga že omenili. Zdaj jaz sem neke reference, ki ne vem, a so bile namerne ali ne, vmes se mi zdelo, no, da sem vmes posovila s tem Bogom na dopustu, ali me je pač spomnilo na, ne, Bog je na dopustu, ne. No, ampak kakorkoli, zdaj se mi zdi, to si v bistvu ti že povedala malo o tem, no, ampak da je ne edino, no, pač vodilno sporočilo ali pa ideja te knjige je v bistvu ljubezen. Potovanje k Bogu, ki je potovanje k ljubezni in ja, ta ljubezen govorkina ljubezen do Boga je izražena tako posredno kot neposredno. Tudi vmes rečeš, ne, govori z govorico srca in jaz to knjigo berem kot govorico srca. Mi je bil pa zelo zanimiv in izveren tudi ta zaključek, zadnja pesem, ne vem, jo boš prebrala danes, no, ampak Ja, meni je bilo tako simpatično, zato ker ne lih vsa vprašanja, ampak vse te iztočnice in to mi je Kristina poslala in sem ji tako hvaležna, zato ker je tudi sama, predno je vedela, da bom jaz propagirala to v bistvu ljubezenska knjiga, da knjiga o ljubezni, ne, ker me je velikokrat zmotila, da je beseda Bog imela tako močan učinek, da marsikdo je ni vzel niti v roke. In da je bila potrebna neka druga spodbuda, koga drugega ali pa da je nekaj slišen, o tem govorim, ne. To se mi zdi tisto, kar je zastrašujoče, da te ena beseda, da niti se ne vprašaš. Potem je en kolega kar tako kdaj v hecu, me zvrali, ti, ki si neki klerikalka, halo? In on reče, no, pa saj kristjanka, zdaj dajmo pa povedati, kaj si, ne. Skratka, te opredelitve zelo hitre in to je tako. Moj sin je star 13 let in ravno to pot danes, ko sem prišla v Ljubljano, mi je razlagal, kaj pomeni nekoga in je uporabil nek slengovski izraz z angleščine, ki ga ne znam ponoviti. Sva poskušala razčleniti, kaj to pomeni in sem ugotovila, da je to v bistvu nesmiselno zbadanje človeka, da mu je neprijetno iz neke tvoje stiske, iz tvoje negotovosti in iz tega, da bi rad
povišal sebe, medtem ko hočeš nekoga drugega potunkati. Ne? In to se mi zdi pač recimo konec koncev najstniška fora, ne? Ampak mi kot družba dostikrat smo na tem nivoju, skoraj peskovnika. Ne? Tako da to je tako malo. Malo sem našpičena, pa si ne bi želela, tako da upam, da mi bo potem te pesme za pokušine, da me bojo malo skupaj s tišino, mine malo umirile. Tremo imam vedno, ne mi zameriti. To tako je, kadar si na drugi strani, jaz vas občudujem pesnice. To je grozno. To se pravi, vprašanje je bilo... O ljubezni, je pod Bogu kot ljubezni, da je to knjiga o ljubezni. Vse si že odgovorila, da se lahko samo tako zaključila, če je prehodov. Ne, ni nič hudo, jaz imam ful dobro. Samo to sem hotela, veš, to sem si pa prav označila, referenca Kosovel. To mi je bilo tako simpatično, zato ker jaz sama ne čutim nobene reference direktne, ne. Nobena ni bila zavestno, nobena ni niti se nanašala na kakršenkoli literarni izsek. Bolj se je na kak dogodek, ki je iz predpesemskega kar zbežal v pesemsko in potem bi se človek lahko opravičil ali pa zahvalil sočloveku, ki je soustvaril. Pogoje za to, sicer moje oči ali pa moje srce je videlo, ne, da sem potem to zapisala, ampak vseeno, tu gre zahvala, kjerkoli že si. Kosovel je pa tako. V tem času, ko sem vam jaz razlagala o mojih hudih nekih takih preizpraševanj, bojev in tako naprej, ki so se dogajali med gimnazijo in potem na začetku študija in tudi že v osnovni šoli, se je točno to dogajalo, da je bil meni izredno blizu Kosovel in sem ga oboževala, brala, prebirala, močan vpliv. In vsak ljubimec mi je nekaj dal, vsakemu sem nekaj podarila in vsak je tudi kaj vzel, no, in tako je bilo pač tudi pri Kosovelu, pa čeprav je pesniški ljubimec. Pa se tako je tudi, da nekatere stvari oziroma ali pa več za neke stvari, nekaj pa človek ponotranji oziroma ni nujno, da ne, pač tako kot si rekla, zavestno. A tole zdaj dela še? Ne, se mi zdi, da ne dela več tako, ni več. Meni se zdi, da ne slišam več, ampak vse me vi slišite, verjetno. Vse je v bistvu važno, da Petro slišite, ampak... Slišite. No, se v bistvu pri koncu, v glavnem zavedajoč se, ne, da smo pač naslovili samo nekaj točk, da sem jaz samo nekaj vprašanj pač tukaj zdaj v zvezi s tvojo knjigo Bog z mano odprla. Te na koncu sprašujem še, kaj je tisto nujno, kar bi želela, da ne ostane spregledano, oziroma da je mogoče tako, da bi ti želela povedati o knjigi, če je. Tako sem bila, vmes se mi zdi, da me je nekaj tako razumelo, da sem kar dobila to posvetno naravo in sem ogromno tega že povedala. Predvsem mislila sem to, kar sem verjetno tudi tebi pa Nini povedala, da mi je pomemben ta spremni zapis, ki govori ravno o tem dvoslojnem pogovoru, ne, o čemer smo pa tudi že med pogovorom govorili, to se pravi, da je ta Bog vedno mišljeno tudi lahko kot pač ljubimec, tudi v tem smislu, ne samo pač imenuješ ga Bog, ne, malo, ne vem, ta groteska, to morda groteska, ki si jo omenila, da je pisec spremne besede omenil, sama vse bolj mislim, neko groteskno kot podobje, ki tako morda je moja značilnost, ampak to mislim, da je v furlanki. Mislim, da tu ne čutim tega toliko, ker se mi zdi, tudi ni nobene ironije, ne. Ne, ironija je, ni pa nobenega cinizma, no. Tako, ni cinizma, se mi zdi. Se jaz nisem brala groteskno, zato me zanima, kako se boš ti odzvala, ne, ker jaz grotesko povezujem vse z nečem, kar je tako nekako še tudi ima nekaj bolj morbidnega ali pa nekaj strašljivega, skratka nekaj bolj močno negativnega, no, tako pač, ne samo neka deformirana, popačena realnost, ne. Se strinjam s tabo, ker zdi se mi, da te pesmi lahko bereš povsem ne, brez distance, brez neke kritičnosti in polemičnosti, jih lahko tako prebereš, lahko jih prebereš malo polemično,
ko si govorila o slogu, mogoče samo to, da z elipso sem mladi kritičarki naredila težave, da je mislila, da so napake, pa niso napake, ampak gre za elipso, ne? Gre za izpust in se vračaš v novo vrstico in tako naprej in greš te večnivojske lahko branje, to je zdaj, ko preberem različico, ampak ne, tako da se mi zdi, da na nek način, bom rekla tako, nekje iz mene se povlekel tak čisti pa kritični del, ampak tak čist, no, tako, pa ne toliko jezen, kakor mogoče sem danes, nekaj našpičen. Jaz mislim, da je bil pri pisanju res Bog s tabo, brez... Absolutno, a ne da? Ja. Jaz tudi mislim, da to je res malo tako, bom rekla, dar, ne, ker ni to, eni ljudje tako skozi lahko živijo tako, ampak to je tudi stvar karakterja malo, ne, tako, tle se mi zdi, da se čuti neki karakterje, pa tudi v tej govorki, ne, ona je tako, no, Na dobri poti. Na dobri poti. Ja, govorka je na dobri poti. Ja, na dobri poti in vidi table sos. Ja, tega nisi prej, nisi boš kaj še povedala o tem? Se razumemo, mislim, Ja, vem, ne, bistvu- zdaj, ampak ne vem, kako... Ta konec se je zgodil res tako, kako bi rekla, veš, ko vizualiziraš in ti je jasno, da to je to. In napišeš in potem, ko je Marcello Potočnik, ki je bil urednik knjige, je rekel tako, jaz bi pa zamenjal ta vrstni red in on je zamenjal zadnji 2 pesmi, sem rekla tako, mi je žal, ampak jaz ne morem, ker to je nad mano, jaz nisem določila ta vrstni red. Ker to je bila vizualizacija in to je bilo pred tunelom, ki ti res piše sos. Tako da skratka, šlo je za to, da ti začutiš ene momente, se ti poklopijo in čisto veš, in ne moreš popravljati in lahko je šlampasto, ki je napisano, ampak potem sem ugotovila, da tudi če bi skušala kaj popraviti, da je kar tako to, da je ta neka štamparija ima namen, zato ker se moraš malo vrniti, malo je tako, da lahko je za lenega bralca, lahko je pa za nelenega bralca, oziroma ta malo raziskovalnega, tako se mi zdi, da včasih, a veš, tako da malo preskočiš nazaj, pa še enkrat bereš, ampak to je moj slog tudi drugače. Tako da, hvala za vse te sugestije, pa branje, pa odpiranje, po moje, da se bom kar potrudila v mislih še odgovoriti na kako vprašanje, ki sem jih zdaj izvedenosti. Pa morda še komu po formalnem zaključku, ne, tako da zdaj si mislim, da je trenutek, ko lahko slišimo še kaj tvojega. A smo že dolgi? A bi slišali še par pesmi? Še nekaj branja in glasbe bi verjetno šlo, ne? Ja, se malo je še zamišljeno, samo je vroče. Lepo. Bog se boji, kadar prihajajo zvoki s podstrešja, kadar se parijo podgane, Boga je strah. Vedno se vpraša, koliko duš nima svojega groba, koliko duš ni bilo pokopanih, koliko duš ni zapustilo teles tam v zemlji in se ni dvignilo v nebo. Takrat je še Boga strah, še Bog se boji, kaj bo z vsemi prebeglimi dušami, zasutimi z domačo zemljo, zamolčano, prekritimi, zamolčano, umorjenimi, zamolčano, zbitimi. Bog pravi, vsaka duša, ki ni bila odrešena, tava, katere telo ni bilo spodobno pokopano, blodi naokoli. Blodi tako dolgo. Tako dolgo se oglaša iz roda v rod, iz roda v rod. Gre njeno ječanje,
dokler se svetost ne vrne na zemljo. Danes se mi je Bog pohvalil, da mu je avtoličar dal popust na dolgotrajno delo. Upam, da se k takemu popustu ne vrne, da bi ga ponovno unovčil. Bog mi pošilja rdeče vrtnice in veter, ki se je ujel v morsko gladino, in valove, ki pljuskajo čez. Bog je bil na morju, medtem ko so ribiči metali mreže na odprtem morju, se je srečeval z različnimi umetniki. Vsak ga je prepričeval, kako mora prelomiti s tradicijo, kako mora najti svoj izraz in kako je prav njegov najboljši. Bog je kot običajno molčal. Potem mi je povedal, da so se fantje motili le v enem: tradicijo poznati, spoznati. Medtem so ribiči še vedno metali mreže z velikimi luknjami, klali mrože, čakali na dober ulov. Tudi Bog potrebuje čas, svoj čas. Veseli me, da mu je všeč moja temna tišina. Pravi, da tudi on potrebuje čas. Bog pravi, kako biti ljubljen. Bog svetuje, beri knjigo Živeti kot ljubljeni. Bog pravi, preveč je imaš na en dan, rutina. Bog svetuje, stvari napolniti, ne izprazniti. Moj Bog pravi, da mu je zelo všeč moja fotografija ljubljenja dveh dreves. Realnega in zrcaljenega. Na Jezerski gladini pravi, da ta fotografija podablja moj pogled na večdimenzionalnost in pravi, da kaže, kako iščem korenine v nebu, na nebu, in kako je krošnja moja kot od Boga, vse bolj na zemlji, tu, med nami. In ko včasih premišljujem o tem, se mi zdi, da ima kot vselej Bog tudi tokrat prav. Sporočila bi mu rada, da je ta fotografija prav zanj. Tudi jaz sem drevo, on pa tisti odsev nekega drugega drevesa na gladini našega jezera. Upam, da bo sprejel. Tudi Boga ljubim strastno. Mislim, da bomo zaključili brez mikrofona, kar je tudi v redu, da bi se malo sodeje in tudi mogoče. 5:51. Sončni vzhod. Še Bog bi se nasmehnil, da končno pišem pesem,
in vzhaja kruh in vidim jasno do morja, jasnina, ki se razrašča v telo. Mislim, da sem sama, edina, ki se na to potovanje peljem sama. To jutro delim z njim. Bog vedno pride po človeku. Jutro raste in pred mano se vrti ventilator. Upam, da ne zameri, če to jutro delim s človekom, saj Bog vedno pride po človeku. Po človeku. Bog bi rad, da se zgodi čudež, ampak včasih niti on nima dovolj moči. Mojega Boga iz hudih zagat vedno reši drug Bog. Samo jaz drugega Boga ne poznam. Moj in ta drugi Bog sta razbitino po karambolu vlekla iz prepada po noči, da ni bilo vsem na očeh. Ne vem, kaj si je mislil drugi Bog. Mojemu Bogu je bilo prav tako. Danes sem Bogu rekla, da premalo seksa. Nič se ni začudil. Samo umirjeno odvrnil zanimivo razmišljanje. Zdi se mi, da Boga zmoti, kadar je radost živost, kadar sta skupaj, radoživost ga malo splaši. Ampak Boga opozorim, vzcvetela vrtnica se ne more kazati človekovim očem drugače kot razprta vrtnica. To si lepo povedala, odvrne Bog. Meni pa se zazdi, da sem spet prispevala k temu, da je malo bolj božji in malo manj človeški, da govori z govorico srca in manj presoja z jezikom razuma in vrednotenja, če tudi molči in nič ne reče na mojo radoživost. Bog mi vošči dobro jutro. Dobro jutro, v 6 sati. Drži razmik, drži razmik. Kot bi me opozarjal Bog sredi dolgega tunela, da ne pride do trka, naleta. Ravno Bog je pozabil na ta razmik. In potem na levi in desni utripajo signalne table. Sos, sos, sos.
Ta večer posvečam vsem ugrabljenim ljudem. Hvala še enkrat Petri Koršič, da je delila z nami svoje srce. Hvala Nini Pečar in knjižnici Prežih Govorenc, da nas je gostila, in hvala vsem, da ste prišli in ustvarili ta večer soustvarjanja.